En lep dober večer, vas prav lepo pozdravljava. Nadaljujemo seveda z Osmani in z veseljem pričakujemo nadaljevanje teh predavanj. Za uvodne besede pa mogoče nekaj bolj tako mitskega. Namreč, če se lahko recimo predstavljate, da prisluhnete zvokom glasbe in si zamislite neskončno vrtenje belega krila. Neznan moški zamaknjeno gleda sofijski ples in njegova zamaknjenost vztraja tudi, ko zasliši besede poezije. Ta kraj, kjer si prav zdaj, je Bog na zemljevidu zaokrožil zate. Kjerkoli se lahko tvoje oči in roke in srce gibljejo med zemljo in nebom, tam se je ljubljeni priklonil. Naš ljubljeni se je tam priklonil, saj je vedel, da prihajaš. Morda je ta perzijski pesnik Hafiz govoril prav o Osmanu prvemu, da bi pa te domneve še lahko podkrepili, dodajmo še zvoke orientalske glasbe, vrtenje dolgih belih oblek dervišev, vonj po praženi kavi in sladkemu lokumu in povabimo predavatelja profesorja Miloša Klemena Mahorčiča, da nas popelje še v vzporedni svet Osmanega prvega in njegovih naslednikov, v svet, ko iz mitološkega sveta stopiš v resnično življenje. Torej, tile uvodi gospoda Vernika so vedno tako zanimivi, da jaz vedno razmišljam, a bom uspel nadgraditi to. Pri kavi še ne bomo, še kar nekaj časa ne. V tem času so jo Turki sicer pili, ni pa bila tako popularna. Spet, tako kot sem zadnjič ga večkrat omenil, imamo tukaj glavnega krivca za pitje kave po tem veselemu prvemu. Ampak to še pride. Poglejte, Osman in njegovi nasledniki so bili v marsikakem pogledu zelo drugačni od raznih drugih dinastij. To smo zadnjič omenili, da so bili zelo zdravi, da seveda kakršnega koli medsebojnega poročanja ni bilo, torej zakonske zveze so bile vedno z ženskami, ki nobenem sorodstvenem smislu niso bile povezane z Osmansko dinastijo. In tisto, kar je seveda zelo pomembno je, da so vsaj tam v prvih 200, da ne rečem 300 letih Osmani živeli dolgo. Za svoje obdobje so to bili vladarji, ki so živeli dolgo in v glavnem tudi dolgo in uspešno vladali. Imamo sicer kak primer, ko je kaka bolezen, recimo kuga, bila tista, ki je seveda skrajšala te vlade, ampak na splošno so vladali dolgo. In vladali dobro. In če smo že začeli z eno zelo lepo pesmijo, morda kot zanimivost, tako Osman kot njegov sin Orhan, s katerim bomo danes začeli, in še naprej Osmani so bili pesniki. Mi imamo spet, bom omenil Selima, prvega, ki je bil izreden pesnik in ki je celo vojne napovedi pisal v verzih. Recimo perzijskemu šahu je v perzijskem jeziku, ki ga je odlično obvladal, poslal vojno napoved v verzih. Torej, bili so izredni ljudje. Orhan, drugi po vrsti, osmanski vladar, Orhan Gazi, torej borec za pravo vero, je nasledil svojega očeta. Vidite, da je vladal dolgo, 38 let. Vemo, da je bil odrasel moški, ko je prišel na oblast,
Koliko je bil star, ne vemo, ker ne vemo, katerega leta se je rodil. Dejstvo je, da je prehod iz oblasti v drugo oblast, iz Osmana na Orhana, šel gladko kot po maslu. Razlog za to je bil ta, da je bil Osman bolan, za tiste čase že zelo star, imel je putiko in ni več mogel jahati. In Osman se je zavedal, da ne more imeti njegova država vojaškega poveljnika, ki niti na konja ne mogel zlesti, in zato je stvari prepustil sinu. In Orhan je bil seveda spoštljiv sin, pustil očetu oblast na papirju in šele ko oče umrl, dejansko zavladal. Zdaj, Orhan je absolutno ena najbolj pomembnih figur v zgodovini te družine. Bomo tudi kmalu povedali, zakaj. Poglejte, v tej dobi, ko prihaja oblast iz očeta na sina, je Orhan zasedel dve zelo, zelo pomembni mesti. Mesto Nikeja, danes se reče Iznik. Glejte, Nikeja, to je tisto mesto, kjer se je zgodil prvi vesoljni cerkveni zbor, koncil rečemo, od tam izhaja seveda tudi veroizpoved, ki jo v malo popravljeni obliki kristjani pravzaprav po vsem svetu ob nedeljah molijo. To je bila tudi prestolnica bizantinske države, približno 50 let, in seveda eno najbolj utrjenih mest, kar jih je bilo v Mali Aziji. In Orhan je to mesto zasedel. To je bilo zelo pomembno, iz seveda simboličnega vidika, ne tako iz česa drugega, ne, finančnega, gospodarskega. Zakaj? Ker je to mesto bilo eno svetih mest krščanstva. Ne. Tako zahodno kot vzhodno krščanstvo je na Nikejo gledalo kot na pravzaprav zibelko neke cerkvene organizacije. In zdaj je bilo v rokah osmanske države. Samo kako leto zatem pade še Bursa. Bursa in pa Iznik današnja, ne, torej Nikeja nekdanja, sta dve mesti, ki ležita približno uro pa pol vožnje druga od druge, zelo blizu, ne, na azijski strani Marmarskega morja, in sta tako in drugače povezani. Oba mesta so osvojili, so naredili Rimljani, potem so prišli Bizantinci in zdaj Turki. In Orhan prestolnico države postavi v Burso. In ena prvih stvari, ki jih je v Bursi naredil, je bila ta, da je tu pokopal svojega očeta. Osman je vmes umrl in je tukaj dobil mavzolej. Danes je malo večji, so ga obnovili v 19. stoletju in kasneje se tudi Orhan pridruži očetu in je pokopan v tem kraju. Poglejte, s tem je seveda Orhan za svojo vojsko že zelo, zelo lepo trkal na vrata Evrope. Bizantinsko cesarstvo, kolikor ga je pač še bilo, je bilo seveda v hudi stiski, kar pa seveda Bizantincem ni preprečilo, da se ne bi med sabo pridno skregali, nastane pravcata državljanska vojna. Glavni seveda koristnik ali pa glavni izkoristek je šel pa jasno Osmanom. Vse poznamo, ne, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima in ta tretji je bil ravno Orhan. Glejte, če pogledamo zemljevid tistega časa, torej nekje okrog leta 340, potem 1340 lahko vidimo tukajle, to območje, to je Orhanova država. Bursa, Nikeja, Nikomedija. Nikomedija je bila tudi nekoč glavno mesto rimskega cesarstva, Dioklecijanova prestolnica je bila. In potem lahko vidite tukaj bizantinsko cesarstvo, kolikor ga je bilo, Bolgarija zelo majhna, Srbija, tule potem Vlahija, današnja Romunija, in
tukaj v Mali Aziji en kup različnih majhnih kneževin, ki nobena pravzaprav ni mogla kaj posebej škoditi Osmanom, da bi se pa združile proti njim, pa niti slučajno, so bili ti emiri malo preveč skregani. V tem obdobju je, kot sem rekel, v Bizancu prišlo do zelo velikega spopada med vladajočo dinastijo Paleologov in pa uzurpatorjem. To je bil Janez IV. Kantekuzen. Janez ni bil kaj prida cesar, je pa zaslovel potem, ko je postal menih, kot izjemen zgodovinar. Torej, pravim, ni bil kaj prida cesar, je pa bil vendarle ena najpomembnejših figur v zgodovini, ali pa ga lahko še danes kot takega opišemo, ali pa ga postavimo na mesto eni najpomembnejših ljudi v zgodovini, ampak ne v pozitivnem smislu, pač pa negativnem smislu. Namreč Janez je naredil nekaj, kar seveda je z vidika nas, Evropejcev, neoprostljivo. Namreč Janez je v tej državljanski vojni, ko se je boril za oblast, iskal zaveznike. In jih je našel v Orhanu in njegovih osmanskih Turkih. In s tem so se začeli Turki na vabilo Bizantincev vmešavati v njihove notranje zadeve. Torej, to je že samo po sebi hudo, ampak verjemite, da je še hujše sledilo. Poglejte, tukaj lahko vidite pogled na pristanišče Galipoli. To je danes pristanišče, iz katerega plujejo trajekti čez Dardanele na azijsko stran. In kaj se je zgodilo? Glejte, z vladajočo bizantinsko dinastijo, z Paleologi, se povežejo Bolgari, se povežejo Srbi. Kaj pa zdaj Kantekuzen naredi? Zavedal se je, da njegovi zavezniki, torej Orhan, ne bodo mogli se boriti z Bolgari ali pa Srbi, ker pač Orhan je v Aziji, oni so pa v Evropi, vmes je pa morje. In osmanski Turki v tistem času verjetno niso ravno bili kaj prida pomorci ali pa sploh niso bili pomorci. Okay. Janez IV. Orhanu podari trdnjavo ob Dardanelah, ampak na evropski strani. Torej, Evropejci, Bizantinci so seveda šenkali, podarili prvi košček evropske zemlje osmanskim Turkom. Torej, potem, ko je seveda muslimanom slabo kazalo že v južni Španiji, vemo, da so jih po malem porivali proti jugu, sicer trajalo potem še 150 let, da so jih izgnali, ampak vendarle. Potem, ko seveda Sicilija in razni drugi otoki so absolutno krščanski, krščanski bizantinski cesar muslimanskim osmanskim Turkom da košček evropske zemlje. To je bila ena trdnjava v bližini Galipolija. In potem, lahko spet, če bomo pregovor uporabili, bomo rekli tisti slavni pregovor, ko ima vrag mlade, jih ima več. Zgodi se potres, hud potres in prebivalci, Grki, zapustijo Galipoli. Osmanski Turki pridejo tja, malo povohajo, vidijo, da ni žive duše in se naselijo v Galipoliju. In do danes so tam. Torej, mi smo zdaj v sredini 14. stoletja, ko osmanski Turki stopijo na evropska tla. In kot vemo, ostanejo do danes v posesti tega
območja, torej delčka Evrope. Od tod, z te točke, iz tega Galipolija, so seveda Turki šli potem do Dunaja. In mi jih bomo spremljali seveda na tej poti. Ni šlo kar naravnost in ni šlo hitro, ampak zelo, zelo vztrajno. Poglejte, tukaj imate satelitsko sliko Dardanel. Torej, mi vsi, domnevam, dobro poznamo Bospor, tisto drugo ožino, Dardanele oziroma Helespont so pa tale ožina. In tukaj, tale polotok, to je Galipoli. Torej, sem pridejo zdaj osmanski Turki. Območje na drugi strani, to območje, to je bilo že itak njihovo. Zdaj pa dobijo še to. In najbrž si vam ni težko predstavljati, kaj je to pomenilo. Prvič imajo zdaj neko odskočno točko, od koder so lahko šli naprej. Po drugi strani so pa seveda lahko, in verjemite, da so, tudi kontrolirali promet. Zelo hitro, osvojijo morje. Morje postane njihov element. In tako so seveda lahko Osmani zdaj nadzirali ves promet tule skozi, v Konstantinopel tule gor nekje, pa seveda naprej v Črno morje. Vse žito, ki je šlo tam skozi in vse druge dobrine. S tem so postali seveda hudo nevarni Bizancu, pa tudi zahodni Evropi, torej govorimo predvsem o Genovi, ki je imela v tem prostoru številne kolonije, tam na Krimu recimo pa tisti del. Tega ponavadi se ljudje ne zavedajo. Torej zdaj, prvič v zgodovini se zgodi, da seveda Osmani postanejo zanimivi tudi za zahodno Evropo. Prvič se zahodna Evropa zdaj zave Osmanov in Orhan seveda v naslednjih letih, ki so mu še ostala do smrti, ne počiva. Bil je zelo dejaven vladar in treba je povedati seveda, da ko je prevzel očetov prestol, je seveda imel v posesti eno državo, ki je bila velika približno 17 000 kvadratnih kilometrov. Ko je umrl, po, smo rekli, 38 letih vlade, je bila ta država velika že skoraj 80 000 kvadratnih kilometrov. Iz manj kot ene Slovenije je prišel na 4 Slovenije. Torej, vidimo, da ni počival. In Orhan je seveda zdaj prišel lepo do Dardanel, tukaj vidimo, to je že njegovo, in potem seveda postopoma začne osvajati ta del. Zdaj treba je povedati seveda, da Osmanom zelo pomaga tudi stanje v prostoru Balkanskega polotoka. Torej, Bizantinsko cesarstvo se je umikalo, pa ne na račun prihajajočih Osmanov, pač pa na račun Srbije. Srbija pod carjem Dušanom sega dol do Korintskega zaliva, skoraj da do Aten. Bizantinci se umikajo proti Konstantinoplu. Bolgarija ne igra več posebne vloge v tem času, pač pa seveda, bomo rekli, vedno bolj postajajo pomembni Turki. In to, kar je seveda posebej zanimivo, je predvsem to, da tudi Srbija, ki je bila tega leta 1455 nekje na vrhuncu svoje moči, potem enostavno to moč tako rekoč čez noč izgubi. Poglejte, v srbski zgodovini poznamo carja Dušana, ki mu pravimo tudi Dušan silni. To nam veliko pove o tem, kakšen vladar je bil. Ampak gledajte, carja Dušana nasledi sin, car Uroš. Zdaj, vsi srbski vladarji so bili Uroši, Štefani pa Uroši. Takim je bilo, vsi so imeli ta dva imena. In srbska zgodovina tega Uroša imenuje Uroš nejaki, pomeni šibak po slovensko, torej nemočan. In to je čist pravilen izraz. Namreč
Srbija je šla tako navzdol, da bi težko šla bolj, iz tega izjemnega položaja, ki ga je imela, ko se je Dušan razglasil za cesarja, in to je bizantinski vladar moral tudi priznati, je seveda šla zdaj zelo, zelo hitro in zelo strmo navzdol. In to je nekaj, kar seveda so najbolj izkoristili ravno osmanski Turki. Poglejte, s tem, ko Orhan pride na evropska tla in ostane tukaj, je seveda se začelo dogajati še nekaj. Doslej so osmansko vojsko v glavnem sestavljali domačini iz Anatolije, torej Male Azije, pa rečemo Turki, etnično Turki. Zdaj pa seveda se v vojsko začnejo vklapljati vedno novi in novi oddelki, ki pa jih sestavljajo kristjani, ali bolje rečeno bivši kristjani, ki se spreobrnejo. In to so janičarji. Zdaj prav ustanovitev janičarjev še sledi, ampak vendarle, bom rekel, se ta pojav začenja zdaj. Ne da bi imel, bom rekel, znotraj osmanske vojske kak poseben odmev, pač pa čisto enostavno zaradi tega, ker seveda je ozemlje osmanske države zdaj obsegalo tudi delčke Evrope. In ta prostor je vedno bolj se širil. Vedno več je bilo pravzaprav evropskega in vedno manj azijskega. To je tisto, kar je seveda posebej zanimivo. Tukaj vidimo janičarje, kako oblegajo eno trdnjavo. Vedeti morate, da so bili janičarji elita vojske in sila zvesti sultanu. Zelo preprosto. Namreč janičarji niso imeli nobenih družinskih povezav z recimo prebivalci v Bursi ali pa v Izniku. Torej, njihovi domači so živeli daleč nekje, na Balkanu, in ponavadi ti fantje, ki so enkrat postali janičarji, svojih staršev nikoli več v življenju niso videli. In so bili brez nekih obveznosti do kogarkoli, razen do sultana, in so se seveda lahko zato zelo posvetili vojski. In sultani so znali to seveda zelo dobro nagraditi. Seveda pa je tukaj, bom rekel, kot vse povsod, tudi en hakelc. Namreč bolj, ko so bili janičarji močni, bolj so se tega tudi zavedali. In v končni fazi je moral biti sultan tudi silno mogočna figura, da je lahko te vojake obvladoval. Če jih ni, se je seveda marsikaj zgodilo. Je prišlo do uporov, celo ropanj, požigov in tako naprej. Ampak to je bolj kot ne stvar prihodnosti. Poglejte, tukaj lahko vidite Orhanov mavzolej. Orhan je umrl, smo rekli, po 38 letih svoje vlade. Umrl je v novi prestolnici. Namreč v tem času so osmanski Turki zasedli eno sila pomembno mesto, ki se je imenovalo Adrianopolis, torej Hadrianovo mesto, ker ga je pač ta cesar ustanovil. No, Turki so ga preimenovali in postal je Odrin. Torej, Odrin postane zdaj glavno mesto osmanske države. Torej, vidimo, Orhan je tako širil svojo državo, da je seveda kar dvakrat pravzaprav menjal prestolnico. Najprej je bila to Bursa, potem pa postal Odrin. In to, da je Odrin seveda postal glavno mesto cesarstva države, je seveda bila zelo zlovešča napoved. Namreč napoved, da so Turki zdaj v Evropi in da mislijo tam tudi ostati. In Odrin je še danes seveda del turške države, čeprav ne Osmanov, ne njihovega cesarstva več ni. Poglejte,
tukaj lahko vidimo, kakšna je bila Orhanova država in kako je že lepo seveda se razširil po Evropi. Torej, njegova smrt ni pomenila nič posebnega, namreč za nasledstvo je bilo dobro poskrbljeno. Imamo novega seveda vladarja, torej sultana Murata, tu se mi je narobe zapisalo, to je leto seveda 42. Torej, sultan Murat I, nekateri pravijo veliki, je vladal zelo dolgo, torej več kot 40 let in je umrl v seveda slavni bitki na Kosovem polju. Bil je pa tudi prvi, ki je bil sultan. Torej, prvi vladar iz Osmanske dinastije z tem nazivom. Če se boste spomnili od zadnjič, je seveda treba en predpogoj, da je lahko nek vladar sultan, in ta predpogoj je izpolnil že njegov oče. Glejte, če se vrnemo na ta zemljevid, da si lahko sultan, moraš vladati dvema celinama, Aziji in Evropi. Torej, ta pogoj je bil izpolnjen, Orhan iz morda skromnosti ali ne vemo česa se do smrti imenuje emir, torej knez, njegov sin, Murat pa seveda sultan. To je naziv, ki ga mi enačimo z cesarskim. Evropa v tistem času Turkov ni jemala resno. Za njih je bila Osmanska dinastija neka skrajno nepomembna zadeva in so tako zelo milostno, če smem reči, Muratu priznali kraljevi naziv. Zdaj, treba je povedati, da Murat ni bil tiste sorte, ki bi se kaj posebej ukvarjal z takimi podrobnosti protokola, bil je sila praktičen človek in je v tem pogledu seveda se bolj malo zanimal, kako ga je kdo naslavljal. Bil je človek, kakršnega je Osmanska država potrebovala. Velik vojskovodja in velik upravnik. V turškem zgodovinopisju mu pripada vzdevek veliki. Edini sultan, ki je kadarkoli ta naziv dobil. Zdaj, morda bi z našega zahodnega vidika to bilo malo preveč, ampak vendarle je treba povedati, da je za zgodovino Osmanskega cesarstva tale vladar še kako zelo pomemben. Poglejte, Murat se zavedal nečesa, kar se je zavedal tudi njegov oče, da je prihodnost cesarstva v Evropi in da je seveda površina države na evropskih tleh večja od tiste v Aziji. In še nekaj je to pomenilo, da je zdaj večina podložnikov sultana kristjanov, ne muslimanov. Vse to je bilo treba zdaj nekako urediti in Murat uvede upravno reformo. Državo je razdelil na dva dela, če se spomnite, na dve veliki enoti, Rumelijo v Evropi in pa Anatolijo v Aziji. Imenuje na vsaki strani po enega Beglerbega, ki vlada temu območju, in seveda reforma se ne ustavi v tem. Nastanejo manjše province, ki seveda imajo sorazmerno veliko samoupravo. Murat je bil človek velikih ambicij in se je zavedal, da bo lahko to storil samo ob tem, da bo imel popolno oblast in da bo seveda ta oblast priznana z vseh strani. Takoj, ko je zasedel prestol, je dal usmrtiti svojega brata. To je dogodek, ki je seveda uvod v neko dogajanje,
kakršnega bomo potem seveda spremljali pravzaprav do konca 16. stoletja ali pa če hočete do konca naših predavanj. Dejstvo je, da je seveda Murad bil zdaj sultan, ampak to, da je bil sultan, seveda ni pomenilo, da ga kdo ne bi mogel vreči s prestola. Namreč bistvo sistema, v katerem je Osmansko cesarstvo bilo in uredilo svoje dedovanje, je bilo to, da ni prestola zasedel najstarejši, pač pa najboljši, oziroma bomo rekli najbolj izkušen, najbolj smel, tudi včasih najbolj krut izmed potomcev bivšega sultana. A je bil to prvi sin, ali je bil to morda 13. sin, je bilo v bistvu vseeno. Teoretično je imel prvi sin prednost pred 13., ampak praksa je večkrat pokazala, da so bili prvorojenci ene reve, ki so zelo hitro izgubili prestol, pa potem tudi glavo. Torej, tukaj vidimo na enem bakrorezu iz, mislim, da 17. stoletja, evropskem seveda, kako ukaže Murad svojemu bratu najprej iztakniti oči, potem pa, ko ni bil prepričan, da je to dovolj, so mu še glavo vzeli. Zdaj, tu se sultan Murad nasloni na dolgo tradicijo bizantinskega cesarstva. Poglejte, v Bizancu je redko kateri cesar končal življenje tako, da je umrl naravne smrti v posteli. Veliko jih je umrlo nasilne smrti, ali so bili strmoglavljeni, bomo rekli, v tem primeru so jih ali usmrtili, ali pa jih je čakala neka pohapa. Torej so jih pohabili. Zelo priljubljene so bile 3 variante. Ali da so jim odrezali nos, ali da so jim odrezali ušesa, ali da so jih oslepili, pa 4. varianta je seveda tudi bila, da so jih kastrirali. Včasih so vse skupaj naredili, da je bilo zasigurno. Boste rekli, zakaj? Glejte, prepričanje, ki ni bilo samo prepričanje, pač pa je bilo zapisano v bizantinski zakonodaji, in to so povzeli tudi osmanski Turki, je bilo to, da je lahko cesar človek, ki ima, zdaj se bom malo tako, bom rekel, bolj hecno izrazil, vse sestavne dele. Če je kaj manjkalo, ali je bil to nos, ali to bila ušesa, ali bilo pa kaj drugega, potem seveda ta človek ni bil popoln in ni mogel biti cesar. Pika konc. Mi imamo sicer primer enega cesarja, ko se je vrnil na prestol brez nosa, ker smo ga pač odrezali, ampak to je edinstven primer. In tako seveda so sultani, kot še marsikaj drugega iz Bizanca, podedovali tudi to tradicijo, da je seveda treba potencialne rivale tako ali drugače onemogočiti. Treba je povedati, da so bili osmanski sultani bolj temeljiti od kolegov v Bizancu in so v glavnem sorodnike, moške sorodnike, ki bi lahko bili tekmeci, enostavno spravili na oni svet. Ali so jim odsekali glavo, ali so jih zastrupili, ali karkoli podobnega. V glavnem, hitro se je zadeva uredila. Zdaj seveda, na začetku, mi smo zdaj pri 3. vladarju osmanske dinastije, je stvar bila sorazmerno enostavna, pa tudi, če smem tako reči, moralno ni bila ne vem kako vprašljiva. Namreč Murad je imel enega brata, ampak potem pa seveda imamo neki sultanov, ki so bili zelo pridni, ki so imeli več 10 otrok, od katerih je bila ponavadi polovica moških, in seveda, ko je tak sultan umrl, je seveda lahko pričakoval, da se bo blazen pokol zgodil. In to bomo večkrat seveda ugotovili. Včasih je mati narava pomagala in je večina teh fantov pomrla preden, da bi seveda lahko se med sabo pobili, kar je na nek način en blagoslov bil. Večkrat pa pride dejansko do pravih bratomornih spopadov. Poglejte, Murad je
državo uredil tako, kot sem vam jo zadnjič opisal. Na vrhu imamo sultana, okrog njega je vlada, torej divan, z velikim vezirjem, kot tistim predsednikom vlade, potem pa imamo še recimo ulemo, to je bilo združenje klerikov, ki so seveda sultanu svetovali v verskih zadevah. Vedeti moramo, da od začetka naprej so bili sultani tudi verski poglavarji. To je nekaj, kar v islamu ni tako zelo nenavadno, konec koncev pa tudi v bizantinskem cesarstvu, sta sicer bila cesarski in patriarhov naziv ločena, ampak cesar je bil v glavnem tisti, ki je tudi o cerkvenih zadevah odločal, tako da, če rečemo, da so se Osmani učili pri Bizantincih, tudi tukaj nimamo nekih posebnih odklonov. V končni fazi bomo videli, se pa de facto združita funkcija cerkvenega poglavarja in funkcija posvetnega v eni osebi, to pa takrat, seveda, ko Osmani osvojijo Meko in Medino. Takrat sultan postane tudi kalif, ampak to šele pride. Poglejte, kot sem rekel, Murad velja za velikega osvajalca. Pri tem ne smemo seveda zmanjšati njegove vloge na drugih področjih, ampak dejstvo je, da je bil odličen vojskovodja. Verjetno pa bi seveda ta njegova odličnost ne prišla tako zelo do izraza, če ne bi seveda medtem Srbija razpadla, kot sem omenil. Poglejte, tukaj, to, kar lahko vidite, imamo seveda Srbijo, to vse rumeno, v času carja Dušana, ki pa umre. In njegov sin, smo rekli, Uroš Nejaki, je seveda bil zdaj vladar samo na papirju. De facto so razni knezi in ostali postali seveda tako rekoč samostojni vladari. In vidite, Srbija razpade na številne majhne tvorbe, ki so samo tako na papirju priznavale Uroša za carja. Znotraj vsega tega imamo zelo pomembno tukajle, to območje, mi bi rekli, danes je to del južne Srbije in pa Makedonija, kjer vladata Vukašin in Ugleša. Ta dva sta bila tako močna, da je bil car Uroš prisiljen Vukašina celo razglasiti za kralja. Torej, sila nenavadno, predvsem pa kaže, kako zelo šibka je bila osrednja srbska oblast. In to ravno v trenutku, ko so seveda na drugi strani Osmani imeli na prestolu Murata, ki je bil blazno sposoben in seveda na drugi strani tudi bojaželjen vladar. Poglejte, znotraj Srbije pride do številnih spopadov in potem Vukašin in Ugleša, torej kralj Vukašin in despot Ugleša, dejansko osvojita eno veliko območje v zaledju Soluna, to je območje Soluna. Vidimo pa, da v tem času, to je bilo leta 1371, tudi Murad ni počival. Poglejte, bizantinsko območje je že popolnoma zasedel, v bistvu samo še mesto Konstantinopel, Carigrad, je bilo pod bizantinsko oblastjo. Tukaj pa še kako otok vidite, pa samo to območje. V vsakem primeru imamo tu zdaj Osmansko cesarstvo, ki meji zdaj na Srbijo. In Vukašin ter Ugleša sta seveda sklenila, da bi bilo prav, da osmanski prodor proti Srbiji zaustavita. Zbrala sta eno precej široko koalicijo, ki je bila ravno tako široka kot popolnoma nesposobna, in sta napadla Murata. Torej, to, kar sledi, seveda je, tu imamo Vukašinovo podobo z enega od srbskih samostanov,
Torej, to, kar sledi, je slovita bitka pri reki Marici. Srbski zgodovinarji to bitko pri Marici enostavno označujejo kot eno največjih katastrof v zgodovini srbskega naroda, kar je seveda res. Namreč bitka pri reki Marici, Marica je reka, ki je danes mejna reka med Grčijo in pa Turčijo, tam pri Odrinu teče, to je seveda bitka, ki je mati, če smemo reči, vseh nadaljnjih porazov. Če bi Srbi seveda v bitki pri Marici ne bili poraženi, potem ne bi bilo ne Kosovega polja, pa še česa drugega ne. Ampak ker so bili poraženi, potem sledi še vse ostalo. Tukaj, glejte, lahko vidite orožje, osmansko orožje, kakršnega so ga nosili v času, torej vojaki sultana Murata. Bitka pri Marici se konča z katastrofalnim porazom kristjanov in treba je povedati, da Murat enostavno ni mogel tako hiteti, kot bi lahko. Morate vedeti, da takrat so seveda vendarle bile omejitve. Človek je lahko prehodil toliko pa toliko, s konjem je šel bolj hitro, ampak vendarle, Turki so kot en cunami zdaj šli. Torej, Murat je jahal, vojska je sledila in so šli čez ozemlje, če hočete, današnje grške Makedonije. Solun je bil še vedno bizantinski, zasedli so Skopje. Morate vedeti, Skopje je bila stara srbska prestolnica, recimo car Dušan je bil tam kronan, potem so prišli do Sofije, pa so prišli do Kruševa, tedaj glavnega mesta in Srbije, in ga zasedli. Vse to se je dogajalo tam nekje do leta 1385. Padel je tudi Niš, torej to, kar mi imamo danes recimo za območje recimo Makedonije, južne Srbije, zahodne Bolgarije in pa tudi dele Kosova ter Albanije in seveda Grčije, vse to so Osmani zdaj osvojili. Torej, ta širitev je bila tako hitra in tako pravzaprav uspešna, da so se vsi zgrozili. Torej, vsi so se zgrozili na zahodu in vzhodu, češ kaj bo seveda se zdaj zgodilo. In Srbi so bili pravzaprav nemočni. Nemočni zakaj? Poglejte, tik po bitki pri reki Marici je umrl car Uroš brez potomcev. Dinastija Nemaničev, ki je 200 let vladala in to uspešno vladala Srbiji, je seveda propadla. In zdaj so ti mali knezi se morali znati vsak po svoje. Mi imamo seveda družino Brankovič, ki je zelo pomembna, o njej bomo še govorili, in pa seveda imamo tukaj kneza Lazarja, ki bo zdaj kmalu stopil na prizorišče kot glavni junak. Poglejte, Murat je bil v tem času že star čez 60 let, ampak še zelo čiv, zelo pri sebi in seveda je zelo pazil tako nase kot na svoje otroke, ki so vsi po vrsti živeli skupaj z njim, torej dobesedno na bojnem polju. Vsi njegovi sinovi so bili izvrstni vojaki. Torej, Murat je seveda skrbel za to, da če bi se mu kaj zgodilo in glede na leta, v katerih je bil, bi to bilo seveda za pričakovati, da bo slej ko prej pač končal življenje. Kdorkoli ga bo nasledil, bo seveda odličen vojak. In kaj takega, seveda na drugi strani niso mogli reči. Namreč vsi ti srbski knezi, vojvode, ki so bili, so eni bili boljši, drugi slabši, ampak recimo en rod za njimi, pa seveda pravzaprav nimamo nekih pomembnih ali pa tako obetavnih
naslednikov. Ne vemo, če se je Murat tega zavedal, ampak zgodovina je pokazala, na kateri strani je seveda, bom rekel, bila ne samo sreča, pač pa tudi na nek način pametno načrtovanje. Poglejte, kot sem rekel, na srbski strani glavno vlogo prevzame knez Lazar, tukaj ga vidimo na levi strani z ženo, kneginjo Milico, gre za fresko iz enega od srbskih samostanov. Potem imamo pa še enega pomembnega vladarja v Srbiji, takrat je bil Vuk Branković, iz slavne družine Brankovićev, ki je potem, bomo videli, prevzela oblast nad tem, kar je še od Srbije ostalo. Torej, treba je povedati, da je bil knez Lazar, danes vidite, da je seveda svetnik Srbske pravoslavne cerkve, izredno sposoben človek, velik strateg, tudi dober diplomat. Zavedal se je, da bitka, ki se bo zgodila, niso še vedeli kdaj, ampak ali kje, pač pa, da bo to v bližnji prihodnosti, da bo ena od odločilnih bitk v zgodovini srbskega naroda. Da seveda zmaga ali poraz, ne bosta samo zmaga ali poraz, pač pa preživetje ali pa seveda zaton Srbije. In tega se je zelo dobro tudi sultan Murat zavedal. Torej, knez Lazar je pisal levo, pisal desno, Bolgarom, Bosancem, Madžarom, predlagal razne koalicije, prosil za pomoč. Odzivi so bili od hladnih do mlačnih. Prav zagret pravzaprav ni bil nihče, z izjemo Bosancev, bosanski vladar Tvrtko, mislim, da je bil tretji po vrsti s tem imenom, je poslal vojsko in se tudi sam pridružil Srbom. Ostali so pač tako malo čakali, kaj pravzaprav bo. In vemo, kaj se je zgodilo. Na Vidovdan leta 1389 pride na Kosovem polju, te malo severno od Prištine, za tiste, ki še niste tam bili, do bitke. In tukaj vidite, Tvrtko prvi je bil, vidimo bosansko vojsko, potem princa Lazarja pa Vuka Brankovića. Z strani osmanske pa imamo Bajazita, kasnejšega sultana, Murata, in pa seveda tukaj imamo princa Jakuba, torej najstarejšega izmed sinov sultana Murata. Torej, dejstvo je, kot sem že rekel, da so se tako eni kot drugi zavedali pomembnosti te bitke. Ker treba je povedati, da sultanu ne bi bilo treba pravzaprav svojih glavnih adutov, torej obeh najstarejših sinov, poslati v boj. Lahko bi jih pustil zadaj. Tudi njemu, glede na to, da je bil že precej v letih, ne bilo treba iti v boj. Če ne bi bila bitka res pomembna. Na drugi strani pa vidimo, da je na bojnem polju stalo vse, kar je pravzaprav v Srbiji še lahko stalo. Vse, kar je nosilo orožje in vse, kar je seveda kaj pomenilo med plemstvom. Torej, gre za zelo pomembno bitko. Tako so jo seveda jemali Osmani, tako so jo jemali Srbi. Zdaj, mi ne bomo šli natančno, podrobno, kaj se je dogajalo. Torej, lahko vidimo, da je bil začetek bitke obetaven za Srbe. Potem pa seveda se zgodi, da Turki, Osmani, predvsem po zaslugi bodočega sultana Bajazita, prodrejo skozi sile, srbske sile, in jih vidite tukaj prerežejo na dvoje. Torej, Srbom je zdaj kazalo zelo slabo. Tukaj imamo eno upodobitev z 19. stoletja, te bitke, in vidimo trenutek, ko je knez Lazar ranjen in okrog njega vidimo potem različne druge poveljnike. Na tej strani vidimo pa seveda Osmane. Zdaj pustimo, ali so bili tako oblečeni ali ne. Dejstvo je,
slika nam kaže eno veliko, veliko zmešnjavo, ki je nastopila v tej situaciji. Zdaj, tudi v resnici, Lazar ni bil tako zelo hudo ranjen. Tisto, kar pa seveda je ključno, je pa dogodek, ki ga vsi poznate. Torej, srbski plemič Miloš Obilić je umoril sultana Murata. Zgodba je odmevala po vsej Evropi, torej Obilića so razglasili za heroja, za viteza, za ne vem kaj vse. Čisto natančno ne vemo, kaj se je zgodilo. Vemo pa, da je stvar potekala približno tako. Torej, Obilić je prišel k sultanu, ki je takrat počival, in prosil za sprejem z namenom, da mu ponudi predajo sebe in pa svojega dela vojske. Ko je Obilić prišel do Murata, je potegnil bodalo in ga zabodel. Torej, tu seveda imamo eno zelo, zelo zanimivo vprašanje, kako je bilo to sploh mogoče? Kako je bilo to mogoče, da je straža okrog sultana pustila Obilića oboroženega k sultanu? To je, če se je tako zgodilo, je to huda, huda napaka, da ne rečemo prava šlamastika strani osmanskih poveljnikov. Imamo seveda varianto B. Morda Miloš ni bil oborožen, pač pa je seveda sultana zadušil, morda s kako vrvico, morda z pasom. Zdaj, to je malo več treba recimo časa, govorimo seveda spet samo o sekundah, in v tem času bi ga seveda straža tudi lahko pač pobila. Imamo pa tretjo varianto, ki je pa seveda najbolj mračna, namreč, da seveda je Obilić deloval v navezi z nekom iz osmanskega tabora. In tisti nekdo, če seveda tej varianti verjamemo, ni bil nihče drug kot novi sultan, Bajazid. Bajazid, ki si je očitno želel očeta čim prej videti na oni strani in seveda sebe na prestolu. In v tej zmešnjavi, te bitke, je bilo to sorazmerno lahko. Kakorkoli že, Murat je umrl in je danes pokopan v tej türbe, torej grobnici, nedaleč od tega spomenika, ki so ga Srbi postavili tej bitki. Zanimivo je, da je poleg Murata samo še zadnji sultan, Mehmed VI, pokopan v tujini. Umrl je v Švici, v izgnanstvu. Vemo, Murat je danes pokopan na Kosovo, prej v Srbiji. Njegov grob zelo lepo čuvajo. Zanimivo, za njega skrbi ena družina iz Kazahstana, to je zelo zanimivo. In jaz moram reči, pred leti, da je bil celo kdo od vas z mano, smo šli na Kosovo, takrat je še Adria obstajala, pa smo leteli v Prištino, smo bili 5 dni spodaj. In smo šli seveda na Kosovo polje in moram reči, naš seveda vodič za celo pot je bil Albanc. In je seveda svojo verzijo povedal. Pridemo tja, Srb pove svojo verzijo. Potem smo imeli še pa toliko časa do aviona, sem rekel, zdaj gremo še pa mi Murata pogledati. Pridemo tja in nam je še pa Uni iz Kazahstan svojo verzijo povedal. Sem rekel, tako, če pa zdaj ne veste, o čem se dogaja, kaj se je zgodilo, sem rekel, pa nam Bog pomagi. In v glavnem, stvar je še danes taka, da pravzaprav je težko potegniti črto. Namreč, kaj se je zdaj zgodilo? Stvari so se z bliskovito naglico odvijale. Glejte, Bajazid postane zdaj vladar. Čeprav
ni bil prvorojeni sin. Kaj je naredil Bajazid? Bajazid pokliče k sebi brata Jakuba, torej najstarejšega, pod pretvezo, da bi se oče rad posvetoval z njima. Ko Jakub stopi v šotor, v katerem je bil že itak mrtvi Murat, ga po hitrem postopku pokončajo. Bajazid se zdaj usede na konja in nadaljuje bitko in v tem spopadu umre knez Lazar in še nekaj drugih vodilnih Srbov. Torej, bitka se konča. Tukaj lahko vidite, kako ukaže Bajazid pobit srbske ujetnike. Zdaj, a verjamemo tej zgodbi ali ne, dejstvo je, da je bil Bajazid precej krut človek, ampak vendarle ne, bomo rekel, pretirano, je pa seveda bil zelo, zelo velik strateg, bojevnik. V turški zgodovini ga imenujejo bliskoviti. To pa zaradi tega, ker je tako hitro se pomikal s svojimi vojskami z enega konca na drugi konc. Glejte, vprašanje, ki se nam zdaj postavi, je seveda vprašanje, kdo je zmagal. Murat je bil mrtev. Njegova država, poglejte, kako velika je bila. Ogromno območje je seveda zasedel, to, kar vidimo tukaj, v vijolični, to so pa zdaj odvisne države, torej srbska despotovina in pa bolgarsko cesarstvo. Skoraj posmehljivo se tako sliši. In tukaj seveda še bizantinsko cesarstvo, ravno tako posmehljivo. Torej vidite, da če primerjamo to območje, je seveda 2/3 osmanske države v Evropi, 1/3 pa v Aziji. Glejte, kakšne so bile posledice. Če gledamo na kratek rok, je skoraj da za verjeti Srbom, ki pravijo, da so bili oni zmagovalci. Namreč, zakaj? Osmanska vojska se je umaknila. Umrl je sultan. Res je, da je bil zdaj novi, bomo rekli, še bolj bojaželen kot prejšnji, ampak umaknil se je. In seveda osmanska vojska tule po Kosovem, na tem območju, kjer je bila bitka, ni plenila, pač pa se je umaknila precej hitro. Ne bom rekel, da je bežala, ampak daleč od tega pa ni bilo. Na drugi strani seveda so Srbi izgubili cvet svojega plemstva. In čeprav je seveda nekaj teh ljudi obdržalo glavo na ramenih in so seveda lahko rekli, mi smo zmagovalci, je seveda treba povedati, da je tista figura, ki je zdaj pravzaprav imela največ soli v glavi, bila kneginja Milica, ki je kmalu zatem pisala Bajazidu in mu rekla, dajmo mir skleniti, Srbi bomo podložni sultanu, hočemo imeti pa eno široko samoupravo. In Bajazid je bil seveda za to. Zdaj, zakaj se je Bajazid tako hitro umaknil? Razlog je zelo preprost. Zaradi tega, ker je seveda v državi bilo kar nekaj takih, ki so dvomili v njegovo pravico do zasedbe prestola. In tako je Bajazid seveda želel obračunati najprej z opozicijo, potem pa seveda priti nazaj in obračunati še Srbi. In ta ponudba, kneginje vdove, če lahko tako rečemo, kneginje Milice, mu je prišla več kot prav. In tako se je seveda tudi zgodilo. Torej, Bajazid, vidite, Yildirimi je seveda njegov vzdevek, torej bliskoviti, vlada sorazmerno kratek čas. Vsega skupaj 13 let. In star je bil samo 42 let, ko je umrl. To seveda govori nasprotju s tem, kar sem rekel, da so osmanski vladarji v tem obdobju zelo dolgo živeli. Ta je izjema in boste videli, zakaj je tudi tako kratek čas vladal in tako hitro umrl. Glejte, Bajazid je bil absolutno eden velikih vojskovodij svojega časa in strah in trepet predvsem evropskih vladarjev. Tukaj lahko vidimo, kako
je Bajazid potem, ko je seveda postal sultan, doživel svoje ustoličenje. Zraven imate izrez iz te miniature, ki je zanimiv, zaradi tega, ker je Bajazid, vidite, rdeče lase in rdečo brado ima. Kaj to pomeni? To pomeni, da seveda njegova mati gotovo ni bila Turkinja, pa najbrž tudi babica ne, torej sta bili ti dve gospe Evropejki, a sta bili morda celo Srbkinji ali Bolgarki, tega ne vemo. Namreč v tem času pravzaprav še nimamo zapisov, bolj natančnih o teh ženskah, o sultanovih materah. Namreč tukaj bi še enkrat poudaril, da ni nujno seveda, da je bila mati vladajočega sultana poročena z njegovim očetom, lahko je bila samo njegova priležnica. Dejstvo pa je, ta detajl lahko pove, da seveda je bil Bajazid kar nekaj evropske krvi v sebi. Če pogledate njegov pogled, tako hipnotično deluje, torej ljudje, ki so Bajazida v živo srečali in to preživeli, so vedeli povedati, da je vzbujal veliko spoštovanje, da ne rečem celo grozo. Torej, ne bom rekel, da je bil zelo priljubljen, so se ga pa seveda bali in ga spoštovali. V tem pogledu je bil malenkost podoben potem enemu od svojih naslednikov, Mehmedu drugemu. Poglejte, Evropa se je zdaj zbudila. Evropa se je zbudila in na široko so začeli razpravljati o tem, kako in kaj narediti. To, da so seveda osmanski Turki zdaj preko teh vazalnih držav, kot sta bili Srbija in pa na drugi strani Bolgarija, že stali na reki Donavi, to je bilo pa seveda malo preveč. Na čelu kraljevine Ogrske in hkrati seveda tudi Svetorimskega cesarstva je bil cesar Sigismund Luksemburški. Luksemburška družina je bila po izvoru seveda odkot drugod kot iz Luksemburga, in precej francoske krvi je tam teklo po Sigismundovih žilah. In pomembno je seveda to, da je Sigismund zdaj zbral eno široko koalicijo, v kateri so bili Poljaki, pa Madžari, pa Francozi, pa Nemci, pa Hrvati, pa še marsikdo drug, Slovenci, definitivno, in seveda ta vojska, ki jo je papež požegnal in seveda je krenila proti Osmanskemu cesarstvu kot križarska vojska, je bila zelo, zelo, tako bomo rekli, raznotera, predvsem pa ni imela nekega enotnega vodstva. Lahko rečemo, da je projekt bil pokopan, še preden se je prav dobro začel. Kljub temu, da je ta vojska prišla do reke Donave, do mesta, ki je nosilo tedaj še grško ime, Nikopolis ali mesto zmage, in tukaj pride do spopada. Na eni strani imamo osmansko vojsko z Bajazidom na čelu, na drugi strani imamo krščansko križarsko vojsko, ki jo vodi sam svetorimski cesar, Sigismund. Kako se je ta bitka končala, vemo. Z katastrofalnim porazom Evropejcev. Torej, tukaj imamo zgodbo, ki sem vam jo že povedal, namreč stvar je bila tako zelo kritična, da je sam cesar skoraj izgubil življenje in bi ga, če tukaj ne bi bilo Hermana Celjskega, spomnimo se celjskih grofov, in seveda tukaj v ozadju vidite Sigismunda. Torej, Herman je seveda rešil cesarja in jasno s tem si pridobil veliko, veliko zaslug in vemo, kako je to potem Celjanom pomagalo pri vzponu. Dobro za Celjane, pa seveda ni bilo nujno dobro za Evropo. Torej, Evropa je bila poražena. Sultan je bil veliki zmagovalec. Zdaj,
paradoksalno, tako kot se bo zdaj slišalo, ampak ta zmaga je bila veliko bolj usodna za osmansko državo, kot pa seveda za Evropejce. Namreč Bajazid ni zdaj prečkal Donave in zasedel te obdonovske kneževine, še manj je zasedel Srbijo ali pa celo prodrl proti Madžarski. To ni bilo v njegovem načrtu. Bajazid je vedel, da si Evropejci zdaj dolgo ne bodo upali nič. In si res niso. Naslednjih 50 let je seveda Osmansko cesarstvo lahko bilo čist mirno, zato ker so bili Evropejci prestrašeni, da ne rečem še kaj drugega. In Bajazid zdaj obrne hrbet Evropi in gre v Malo Azijo. Še prej pa seveda Bajazid, vsaj tako poročajo zahodni viri, ujete kristjane postave pred dilemo. Ali sprejmejo islam, ali pa izgubijo življenje. Zdaj, zahodni viri seveda poročajo, da so kristjani hrabro šli v smrt. Vsi so rekli, mi smo kristjani in seveda sablja turškega sultana je sekala glave. No, osmanski viri pa pravijo, da so tudi duhovniki, celo en kardinal raje se Mohamedu poklonili, kot pa da bi izgubili življenje. Najbrž je resnica nekje na polovici. Veliko jih je raje imelo svoje življenje, najbrž so rekli, dajmo se spreobrniti, se bomo potem nazaj spreobrnili, Bog nam bo že odpustil. Tisti, ki so bili pa res pobožni, so pa raje glavo izgubili, kot pa kaj takega naredili. Torej, dejstvo je bilo seveda, da tudi ta zgodba, tukaj jo spet vidimo na nekem zahodnem, mislim, da italijanskem, italijanski risbi, nam seveda pove veliko o tej propagandi proti osmanski. In seveda tak prizor, si lahko mislite, je napolnil srca na zahodu, zahodnim ljudeh z grozo, gnevom, ampak seveda po takih prizorih jasno, da je bilo manj interesa, da bi se šli s Turki tepst. In se niso. Torej, zdaj se je seveda Bajazid lotil priprav na osvojitev Konstantinopla, Carigrada. In je zgradil tako imenovani Anadolu Hisarlik oziroma azijsko utrdbo ob Bosporju, ampak potem seveda to obleganje opusti. Več Bizantinci so mu bili pripravljeni plačati visoke zneske. A je bilo to pametno ali ne? Jaz bi rekel, da ne. Namreč Bajazid se je moral zavedati, da Evropa si ne bo upala pomagati Bizancu. Torej, zdaj je bila krasna prilika, ki je pa Bajazid ni izkoristil. Šele več kot 50 let kasneje je njegov pravnuk, Mehmed II, naredil to, kar bi Bajazid lahko že zdaj. Mi smo okrog leta 1400. Bajazid zdaj seveda zapusti Evropo in gre seveda nazaj v Azijo. V Bursi zgradi tole, tako imenovano veliko mošejo. To je najstarejša mošeja, ki jo je dal postaviti kak osmanski sultan in ki seveda še stoji. Zelo preprosta, zelo enostavna, ne spominja na tiste mošeje z veliko kupolo na sredi, ki smo jih mi vajeni. To pa seveda zato ne, ker tiste mošeje so bile grajene potem, ko so Turki, ko so seveda Osmani zasedli Carigrad in ko so se neskončno zgledovali po Sveti Sofiji. To seveda, ta zgradba nastane tam okrog leta 1400, je pa zelo impresivna, preprosta do skrajnosti, pa zelo lepa, zelo velika. No, to je notranjščina te mošeje v delu, kjer je potem tudi Bajazidov grob. Poglejte, Bajazid je zdaj naredil ključno napako. Namesto da bi se lotil Bizanca, se je lotil malih kneževin v Anatoliji, v Mali Aziji.
To so bili vse po vrsti Turki, razna plemena turška, vsi so bili muslimani, in seveda Bajazid je tukaj naredil skoraj da nekaj bogokletnega. Namesto, da bi se boril proti nevernikom, kristjanom, je seveda se lotil lastnih ljudi. In tukaj seveda pa zdaj tiči ta glavni problem. Ti mali emirji niso imeli šanse, da bi seveda zmagali v boju proti Bajazidu. So pa naredili nekaj, kar je seveda močno vplivalo na dogajanje na svetu, ne samo v tej osmanski državi. Na pomoč so poklicali Timurja, slovitega osvajalca iz Srednje Azije, delno mongolskih korenin, celo poročenega z eno od Džingiskanovih potomk, in Timur je prišel pod zastavo seveda obrambe islama. In gledajte, leta 1402 je prišlo do bitke pri Ankari. Ankara je bila takrat mala vas, nič pomembnega, danes ima 5 milijonov ljudi, in tukaj lahko vidimo, tu je Ankara, tu je mongolska vojska, dajmo jo tako imenovati, tu je pa turška vojska. In vidimo, Bajazita, pa potem njegove sinove, torej Mustafa, Musa, Isa, in pa Mehmed. Ta je seveda najbolj pomemben. Zdaj, viri, ki seveda govorijo o tej bitki, strahovito pretiravajo. Namreč pravijo, da naj bi imel Timur sabo cirka 1 milijon vojakov, Bajazid pa vsaj toliko, če ne še malo več. Neumnost. Na tistem terenu toliko ljudi ne bi mogli nikoli zbrati, da ne govorim, da bi ti ljudje mogli živeti od zraka ali pa ljubezni, ker toliko vode sredi tiste puščave za 2 milijona ljudi pač ne bi mogli dobiti, da ne govorimo še o živali, pa o hrani, pa tako. Vse je bilo, je izmišljeno. Če je bilo 10% tega, je že zelo veliko. Pomembno je seveda nekaj. Bitka se je končala s katastrofo za Bajazida. Ne le, da je bila njegova vojska poražena, Bajazid je skupaj z številnimi sinovi postal ujetnik. Ujetnik Timurja. In zdaj seveda imamo tukaj spet zgodbo, ki jo spletejo na Zahodu. Pravijo, da je Timur svojega ujetnika dal zapreti v kletko in ga seveda razkazoval okrog po svojej državi. A je to res ali ne, ne vemo. Turki o tem učijo kot grob. Zanimivo je, da tudi seveda na Timurjevi strani nimamo nekega pisnega vira ali česarkoli podobnega, ki bi govoril o tem, kaj se pravzaprav je zgodilo po tej bitki. Dejstvo pa je seveda, da je bil Bajazid zdaj ujetnik. Edini sultan v zgodovini Osmanskega cesarstva, ki je postal ujetnik nasprotne vojske. Tako kot je bil njegov oče, edini sultan Osmanskega cesarstva, ki je padel v bitki. Torej, 2 veliki posebnosti. Tukaj imamo eno še nadaljevanje zgodbe, spet zahodni viri to pravijo, pravijo, da naj bi Timur prisilil Bajazitovo ženo, da je gola stregla njegovim poveljnikom. Tukaj imamo pa Bajazita v kletki, kako to gleda. To je sicer naslikal en italijanski slikar Andrea Celesti v 18. stoletju. Ali je bilo kaj resnice na tem, ne vemo. Dejstvo je pa seveda popolnoma jasno, da Bajazid ni dolgo več živel. V roku 1 leta je umrl, lahko rečemo od ponižanja. Kolikor imamo vire, ki so iz tega časa, pravijo, da je Timur Bajazita res sicer zajel, da pa je z njim ravnal spoštljivo,
ga dal odpeljati v Samarkand, v svojo prestolnico, da pa je sultan na poti umrl. Potem so ga prenesli nazaj v Burso in ga tam pokopali. Torej, nič takega se ni zgodilo. No, gospa, torej sultanova žena, je pa bila izpuščena in je potem živela še, mislim, da 30 ali 40 let. Torej, ji tudi niso kaj hudega zgodili, kaj hudega naredili. Treba je povedati seveda, da zajetje sultana in pa poraz vojske, to je bilo seveda tisto, kar je Osmansko cesarstvo hudo drago stalo. Ampak verjetno to samo po sebi ni bilo tako hudo, kot pa nekaj drugega. Glejte, ko je Bajazid umrl, je seveda se porodilo vprašanje, kdo bo novi sultan. Kandidatov je bilo več. Bajazid je bil kar priden, kar se tiče obiskov v haremu in je imel veliko sinov. In zdaj je v Osmanskem cesarstvu izbruhnila državljanska vojna. Vojna, ki je trajala od leta 1402 pa do leta 1413. Torej, 11 let so se princi, smo videli prej Isa, pa Musa in pa Mehmed, borili med seboj, da bi zavladali cesarstvo. Na koncu te državljanske vojne zmaga Mehmed. Čelebi pomeni plemeniti. Torej, Mehmed zmaga, pobije svoje brate, njihove moške potomce in za 8 let samostojno vodi državo. V zgodovini Osmanskega cesarstva je zapisan kot drugi ustanovitelj. Torej, Osman je seveda ustanovitelj države, ampak to, kar je Mehmed prvi storil, je seveda bila prenova, ki je bila nujno potrebna, država se je skrčila in posledično seveda je bilo treba skoraj na novo začeti. Mehmed je bil pravi človek za to. Bil je izobražen, bil je velik ljubitelj lepega, torej umetnost je pod njim zacvetela in bil je dovolj spreten diplomat ter vojskovodja, da je državo uspel rešiti pred propadom, ki je grozil. Glejte, par besed, samo o Mehmedu. Mehmed je bil eden prvih sultanov, ki so bili vzgojeni po nekem principu, po nekem zapisanem pravilu. Torej, ko je postal polnoleten, je dobil v upravo provinco Sivas, vidite tule, torej Elijad Sivas, tja ga je spremljala njegova mati in tu je seveda fant se izobrazil ali pa, če hočete, izučil svojega poklica. Naučil se je seveda vojaških veščin in naučil se je, kako upravljati sicer z majhnim ozemljem, ampak seveda, saj veste, kako je prav, začeti je treba pri malem, da potem lahko prideš daleč naprej in si pri tem seveda uspešen. Na isti način so seveda bili tretirani tudi njegovi bratje. Mehmed ni bil najstarejši, mislim, da je bil 5. ali 6. sin po vrsti, kar je pomenilo, da teoretično sicer ima možnost prevzeti oblast, praktično je pa to bolj Bogu kazalo. Ampak, kot smo rekli, Mehmed premaga vse svoje brate, bratrance, nečake in tako naprej in seveda na koncu postane samostojni sultan. Zdaj, tu sta njegova dva glavna nasprotnika, Musa in pa Sulejman. Poglejte, tukaj seveda zdaj nastopi eno vprašanje. 8 pravzaprav let samo Mehmed sam vlada, 11 let pa seveda se skupaj z brati tepejo za oblast. Kaj je tu čudnega? Ja, predvsem to, da so vsi to mirno gledali. Namreč Timur je umrl.
njegova država je razpadla. Zahod, ki je imel strahovito velike interese, da bi seveda se umešal v to dogajanje, je mirno pravzaprav gledal zraven. Zakaj? Glejte, glavni nasprotnik Osmanov, cesar Sigismund, je imel čez glavo dela druge. Spomnite se, to je čas Jana Husa, husitske vojne, in seveda Sigismund, ki je bil tudi češki kralj, se je s tem ukvarjal. Brigala ga je Turčija oziroma Osmansko cesarstvo. Bolgari, Srbi so bili premalo močni, da bi karkoli naredili. Papež in pa bizantinski cesar sta bila edina, ki sta zaslutila priložnost in sta pozivala, naj se kaj zgodi. Ampak bizantinski cesar ni imel niti denarja, niti vpliva. Papež je takrat se ravno selil iz Avignona v Rim, pa potem seveda imamo te koncile v Konstanci, pa potem v Baslu. Torej, vsi se ukvarjajo vsak z svojimi malenkostnimi težavami, ne da bi stopili skupaj in udarili po Osmanih. Lahko rečemo, da je imel Mehmed neizmerno srečo. Torej, neizmerno srečo, da je lahko 11 let pravzaprav porabil za to, da je pokosil vse svoje brate, druge tekmece in pri tem seveda država ni doživela nobenega napada od zunaj. In to je tisto, kar je seveda, lahko rečemo, prav edinstveno. Evropa ni nikoli več, ali pa lahko rečemo tako, naslednjih 400 let imela take prilike, da bi obračunala z Osmani, kot je to seveda imela zdaj. Glejte, Mehmed je potem, ko je končno zavladal, čisto samostojno, veliko časa posvetil prenovi, upravni, zakonodajni in pa seveda tudi kulturni. In tako je zgradil v Bursi in v Odrinu številne lepe zgradbe. Tukaj lahko vidite njegovo mošejo v Odrinu. In tukaj je seveda Mehmed zdaj vladal, torej iz Odrina. Tukaj ga vidimo z svetovalci, kako sprejme poslanika iz mameluškega Egipta. In Mehmed je seveda zdaj začel se pripravljati na to, da bo lahko se njegova država spet širila. Namreč vedeti moramo, da je v Mali Aziji skoraj vso ozemlje izgubil, zato je tudi v glavnem živel v Odrinu, čeprav mu je bila Bursa recimo ljubša. In Mehmed vendarle naredi prvi pomemben korak k prevladi v Mali Aziji, namreč zasede območje Kilikije. To je to ozemlje, ki ga imamo na jugu današnje Turčije. Tule vidite Alanja, tu malo naprej je Antalija, te kraje vsi poznate. In s tem seveda napove, kaj se bo dogajalo v naslednjih desetletjih. Torej, Mehmed je zato tako zelo priljubljen pri Turkih, ker je pravzaprav uspel zajeziti to poplavo, ki se je napovedovala, to uničenje in seveda tok dogodkov obrniti v to smer, da se je cesarstvo zdaj ponovno pobralo. In mi bomo videli potem naslednjič, da je njegov sin Murad II. In pa njegov vnuk Mehmed II., da sta seveda nadaljevala njegovo delo z velikanskimi uspehi, katerih krona je seveda padec Carigrada oziroma začetek osmanske vlade v mestu, ki mu danes pravimo Istanbul. Glejte, za konec morda samo ena informacija. S gospodom Vernikom sva se malo pogovarjala in morda naslednjega maja oziroma maja, ki pride, bi šli v te kraje, bi šli pogledati Odrin, pa Iznik oziroma Nikejo, pa se peljali čez Dardanele, pa Bospor,
pa tudi Burso in Istanbul. Vam bomo pripravili en program, pa če boste želeli na kraju samem pogledati stvari, o katerih vam zdaj govorim. Bomo šli pogledati, kje je Mehmed pokopan, pa Bajazid, pa seveda še številni drugi, tisti, ki jih bomo še omenjali. Torej, hvala lepa za danes. Čez en teden, naslednji teden v ponedeljek. Ista ura, isti kraj, drugi dan, torej ponedeljek. Hvala lepa.